Še vedno zvoni, ampak tale šla ena mim s psom, pa sem prekinil. Evo, zdaj to drugi del. Ostal sem se pri 10. poglavju ženski mazohizem. Kako je ženska postala mazohistična, krasna partnerica Christianu Greyu v 50 odtenkov sive. To nisem vprašal za dovoljenje, ker je že umrla. Ta je pa že umrla. To je bilo pa 15 let nazaj. Ampak ful močen primer, poučen za starše, ki hodijo goli na najlon plaže. In starši te so hodili na najlon plažo, igrala se je z očetovim lulčkom, je školjka gor dajala na očetov lulček. Ta je pa bil lulček, ker je dol visel. Mama je pa grdo gledala. Punca je bila pa 3-4 leta stara. Ženski mazohizem. Ena se pa bala seksa, ker misla, da to boli. Ker je pri 8 letih gledala risanke. Seveda risari tretjo nogo nariše, na sned to je bilo upitje, zadnji kriki savane, se babe v risankah derejo, on pa tretjo nogo zapije do goltanca in punca misla, koliko to seks boli. Pa je prišla k meni pri rosnih 22 letih, da ona si ful želi, pa tako naprej, ampak to pa ne more, da to boli. Si rekel, mlada dama, a mislite, da to boli? A ne, če to pijejo. Upije zaradi užitka. Kakšni nesporazumi. Punca je pa gledala pri 8 porniče. In ta pornografija, do katere imajo otroci dostop, ta bo zabrazgotinila mase mladih, ki bojo v odraslosti popolnoma avzglazani v seksualnosti. Pa govorimo o neki normalni ženski, ki pa zagodel aseksualni mož. Govorim tudi hiperseksualni multiorgazmičarki. Pa še ena začasna aseksualka, ki sem jo s terapijo pripravil do vrnitve v pohoto in je spet razvratna kot v srednji šoli, v študentskih letih. Pri 40 je pa izgubila vsa pohoto. In si jo vrnil v pohotnost in dec si rekel, da mi je v spomenik postavil. To tudi opisujem. Brez očeta ni želje po penisu, 16. poglavje. Patološko ljubosumje, Otelov sindrom, mi je deca pripeljala, da ga hipnotiziram, če jo res sam enkrat varu ali jo je dvakrat. Mi ga pripele 20 let nazaj. Si rekel, gospa, vi imate problem, vas bom hipnotiziral, ker imate Otelov sindrom. To tukaj opisujem. Pa ženska, ki sama sebi ne more odpustiti, da je moža varala, vsak dan je na grobu pa se mu opravičuje. V resnici je pa kot deklica varala svojo mamo z svojim očimom, materinim ljubimcem. In tisto varanje je ključno, da je zdaj vsak dan na grobu svojega moža, ker ga je parkrat prevarala. In se mu opravičuje. Gospa, ni problem varanje moža, problem je, da ste vi mami, tako kot Angelina Jolie, ljubimca speljali. Vi ste bili 13 let stari, Angelina Jolie pa 15. Varanju se ni mogla upreti zaradi zgodbe z očeta. 19. poglavje, 20. Mobingiral je ljubico, ker mu ni dala več seksati. In prast se je šel mobingirati, ker ni dal več seksati. In jo je v glavu, ne na ministrstvu. Zakodirana zgodba. Pa imam dve prijateljice, so se pritoževali, ena je prišla, je hotel trojčka. In to jo je pa šefica, prijateljica, pa je začela mobingirati. Se rekel, a je slučajno trojčka zahteval v 2 od 2? Vi ste pa dobri. 20 let nazaj je bilo to. Potem, pred kratkim je ena prišla, kako je imela zgodbo z možem, kaj je on in naredil, pa so se pa oddolžila. Kako pa z duhovnikom so se začela dol dajati. Potem je skočil duhovnik, 22. poglavje. Ljubicam se ni mogel odreči in umrl. Bil je pri meni, varal skozi, ko ne naredim, nehajte varati. Par let potem, ki je bil pri meni, ni nehal varati, srčni infarkt. Pred družino, 3 otroci pa ženo. Me ni poslušal. En je bil pa ljubici, se ni hotel odreči, 24. poglavje. Še nekaj pa tudi lezbičnih utrinkov, te pa so lezbične, te tudi trojčka zmorejo. Radikalna lezbika, ki so ji moški dvorili, psihiatri so bili v slepi ulici, zakaj je ženska lezbika? Ja, spolno je bila zlorabljena, oni pa z antipsihotiki. S terapijo je treba skočiti pa se pogovarjati.
28. poglavje. Malo je bila razštelana ali pa fejst, sam se pa dobro dol dajala. Biseksualka z diagnozo. Sebi ni znala pomagati, postala je psihoterapeutka, takrat je bila lezbika, ki jih meni prišla, danes je hetero, zdaj terapira druge. 30. poglavje. A ne, moški si ni znala izbirati, postala je lezbika. Tam pa veš, ko dobiš, babo dobiš, ne? Pri moških se loviš, če pa dobiš kuro, pa veš, ko imaš, ne? Ampak drugače heteroseksualna z otrokom. Pa še nekaj od cvirkov. Zadnja dva poglavja imata naslov. Kurca si je zlomil. Mena piše, ki je nekoč k meni hodila, kako si je tip na njej, pa to je bilo 20 let nazaj spet. Kurca zlomil. Tam po bolnici kože, tam na Gorenskem, Jesenicah. To so ga gledali kot deveto čudo. Pa še ena, od smešnega kurca, dvakrat zlomenega, do posranja na faco. En je prišel, pa si je hotel na glavo posrati. To so te ženske izpovedi, ki sem jih jaz tako, rekel, ne literarno izpilil. Jaz sem dodal kar precej ene teorije zraven, precej. Laično, ampak dovolj, da je to tudi znanstvena knjiga. Ampak laično se fajn bere. Saj mislim tako. Zdaj pa tako bom rekel apel. Če bo tale knjiga dobra, ne, lahko bila bestseller. Bom rekel, v naslednjem letu bom pa iskal prav te, ki si upajo svoje seksualne peripetije izpovedati, pa mi dovoli, da anonimno, zakodirano, da to unesem v kako naslednjo knjigo. Evo, to je bil pa zdaj ta drugi del. Zdaj, ali se bomo z založnikom zmenili, da mi psti vsa poglavja, ker uvodno poglavje pa ful preko enih 10 strani dolgo, malo je tako, je zanimivo, ampak ni pa, ne vem, perverzno, ne. Malo sem razlagal, kako sem to dol pisal na Pašmanu, kako se je to sploh zgodilo, da so prišli pa rekli, vode pa ti kaj napisal tega, bi. In je knjiga nastala. Skratka, lahko pride do drugega dela, tisti, ki ste že bili pri meni, pa imate ful seksualne zgodbe, ne, če mi dovolite, bi zakodirano te zgodbe potem pa predstavil, nekaj sem jih že v teh videih, ampak če bi predstavili, če mi pustite, da to zapišem v kaki knjigi, s tem, da malo sodelujemo. Totalno zakodirano, kar pomeni, da če ste vi doma iz Ljubljane, napisali ste z Maribora. Skratka, evo, to je bil ta drugi del, zdaj pa gremo v dolino na kak pirček. Aj, čau.